640 evrov neto za vsakega zaposlenega. To je predlog obvezne božičnice, ki ga je danes potrdila vlada. Če se jim bo uspelo uskladiti s socialnimi partnerji, izplačilo tako v zasebnem kot tudi v javnem sektorju napovedujejo že za letošnji december. Kaj pa javne finance? Kakšni bodo učinki na proračun? Bo finančna luknja še večja? Marko Gregorc. Naključni mimoidoči zgodnje decembrsko darilo vlade v veliki večini pozdravljajo. Ja, super. Pa v redu je, če bo sprejeto. Kar pa bo še odvisno od pogovorov med socialnimi partnerji, torej delodajalci in sindikati, je danes večkrat poudaril finančni minister Klemen Boštjančič, ki vseeno upa, da bi se vsi zaposleni božičnice razveselili že letos. Podrobno o tem nismo razpravljali, seveda osnovna ideja božičnice že po imenu je, da je izplačana v mesecu decembru, ampak kot sem rekel, to so v resnici na nek način detajli. Opremljivejša izhodišča pa so, da bi božičnica znašala polovico minimalne plače, kar bi letos pomenilo natanko 638,86 evra, da bi bil znesek popolnoma neobdavčen in bi ga prejeli prav vsi zaposleni tako v zasebnem kot javnem sektorju. Preprosto povedano, želimo vsi, da se trud zaposlenih pozna tudi v njihovih denarnicah in to ne kot nagrada, ki jo dobi le nekdo, ampak kot pravica, ki velja za vse. Tem, ko si del vprašanih želi, da bi bila nova pravica še izdatnejša, Pa po mojem mnenju je to malo. Mogoče bi bilo dobro malo povišati znesek na minimalno plačo, najmanj. se državljani zavedajo tudi posledic za proračun in državo. Ja, meni se zdi to veliko za delodajalce, za zaposlene pa super. Tudi Avstrijci vemo, da imajo še 13. plačo, pa včasih še 14. plačo, tako da to je za prejemnike odlično, za one, ki pa odpirajo žepe, pa slabo. Da je država naslednje popolnoma pozabila, opozarjajo v Novi Sloveniji, a z obzirom na prihajajoče volitve previdno. Novi Sloveniji ne nasprotujemo božičnici, da se razumemo. Ne pa na tak način, kot je to pred 2 dnevoma napovedal predsednik vlade, ko niti njegovi kolegi, člani vlade, kaj šele koalicijski poslanci pojma nimajo o tej rešitvi, kakšna bo. S premijejevo napovedjo ni bil povsem zadovoljen niti gospodarski minister Han, se je dalo slutiti iz včerajšnje izjave. Uvedbo božičnice sicer podpira. Ker je neodgovorno ta moment do gospodarstva, do sindikatov, do zaposlenih, da dajemo ali neko prazno obljubo, ki jo ne bomo mogli realizirati, v glavnem dogovor med socialnimi partnerji, izhodišča, socialni partnerji, potem pa v javnost. Odgovorna je bila potem včerajšnja napoved tega. To si boste sami odgovorili. A da se v projekt podajajo z vso odgovornostjo do socialnih partnerjev, kot tudi proračuna, zagotavlja minister. Predvideva, da bo izplačilo božičnice za zaposlene v javnem sektorju državo stalo približno 118 milijonov evrov, še 250 pa jih bo država izgubila, ker bo davkov razbremenjena božičnica v zasebnem sektorju. Kako bo spremembe sprejel že zdaj za milijardo evrov potopljen proračun? Zdaj v proračunu seveda je ali pa ni dovolj denarja, zdaj proračun je kompleksna stvar. Veste, imamo tudi sicer na mizi še nekaj drugih stvari, ki jih moramo rešiti z sindikati javnega sektorja. V koalicijski Levici obvezno božičnico podpirajo in poudarjajo, da so jo predlagali že pred 2 letoma. V največji opozicijski stranki SDS so se komentarja vzdržali.